Zdaj pa gremo k rekreacijsko aktivnemu vozilu, ki je v bistvu začetnik modernih SUV-jev in ki ima to srečo, da se tako v angleščini kot tudi v slovenščini vse začetnice začnejo z RAV. RAV je začetnik tako športno-rekreacijskih ali pa rečemo mestnih terencev, kot tudi terencev z hibridnim pogonom in v novi podobi, kot je rekel njihov prvi človek Aikido Toyoda, avtomobili ne bojo več dolgočasni, ampak ne morem mimo ene osebne zgodbe. RAV prve generacije leta 1997 sem preizkušal v električni, popolnoma električni različici med Los Angelesom in Las Vegasom. In tako navdušen prišel nazaj leta 1997, sem se vrnil nazaj v Slovenijo in vse prepričeval, da bojo jutri vsi avtomobili električni. Sem mislil, da si vse prepričeval, da pojdite v Las Vegas. Ampak poglejmo si, kako se pelje novi RAV4. RAV4 je torej uveljavljena zgodba, a nova izdaja te franšize svojim rednim uporabnikom prinaša vrsto novih idej. Najprej je tu oblika, ki je precej bolj drzna, nikakor ne dolgočasna. Dolgočasnost so sicer imeli številni redni odjemalci radi, a Toyotina želja je navdušiti tudi nove navdušence. In če sodimo po začetnem prodajnem uspehu ter po navdušenju mimoidočih v času našega testiranja, se bo Toyotin gambling močno obrestoval. Oblika je sicer polna tipičnih japonskih oblikovalskih prijemov, ki se še posebej izkažejo na dolgi rok. Kot tehten razmislek Toyotinih inženirjev lahko izpostavimo na primer dejstvo, da lahko prtljažna vrata zapiramo s klasičnim potegom ročice in ne samo s pritiskom na gumb. In tu so gumirani klasični vrtljivi gumbi na sredinski konzoli. Po našem mnenju pomenijo brco v zadnjico vsem inženirjem, ki menijo, da lahko zasloni nadomestijo prav vse vozniške komande. A po drugi strani je ureditev Toyotinega zaslona na dotik občutno manj intuitivna kot pri konkurenci. Japonce nekaj dela še čaka. Kar se vožnje tiče, lahko povemo, da je novi RAV opremljen z varnostnimi asistenčnimi sistemi zadnje generacije, se pravi z bolj zmogljivimi asistencami, kot jih je Toyota ponujala doslej. To pomeni, da RAV tudi samodejno ustavlja in speljuje, ter sredi voznega pasu vozilo ohranja veliko bolj učinkovito. Hibridni pogonski sklop je seveda nekaj, kar Toyoto definira. V praksi to pomeni, da naj bi Toyoto vozili komfortno, ne pa dinamično, s tendenco, da avto čim več časa deluje električno in s tem čim manj zaposluje bencinski pogonski sklop. Še posebej to ugaja v mestu, kjer je RAV prav po zaslugi tega vzorno tih in prijeten. Poraba je ob tipično Toyotini vožnji zgledno nizka, zlahka manj kot 6-litrska. RAV sicer nudi kar nekaj ekstra moči, recimo za vlečne potrebe. Dinamična vožnja avtu pač ne pristoji, čeprav se sploh ne odreže slabo. Apeliramo pa izbiro 4-kolesno gnanega hibrida, predvsem zaradi prepričanja, da terencev vendarle ne bi smeli kupovati samo za mestno vožnjo. Vendarle so to rekreativno aktivni avtomobili in kot take bi jih morali uporabljati.